Takole napeto je bilo, ko so učenci osnovne šole X znanje o varni rabi interneta po predavanju preverjali z igro. Všeč mi je bilo, ko smo tekmovali, da je bilo tako malo napet. Sem to igro se veliko naučila. Bila pa kakšna vprašanja, ki te je zavedel, recimo, ki je malo drugače pisal, pa si ti šel na hitrost in si hitro lahko narobe odgovoril. Sem imela nekaj odgovorov narobe. Je treba bilo malo razmišljati, prvič v šoli. Iz napake sem se naučila, kaj je prav. Da ne objavljaš svojih slik. Probamo v take aktivnosti vključiti čim več realnih primerov in to je tisto, kar otroke potem tudi pritegne v to vrstne aktivnosti, ker se znajo poistovetiti z vsebino in jo znajo potem tudi uporabiti v življenju. Mladi so se naučili, da je treba vedno, ko so žrtve spletnega nasilja, narediti posnetke zaslona, s tem seznaniti odrasle in prijaviti nasilje pri družbenem omrežju, včasih tudi policiji. Vem že veliko, ampak vedno mi je dobro še bolj poslušati te stvari. Dobro je bilo v bistvu, ko smo v šoli uporabljali tablice, ker nimamo pouka. Se počasi naučiš tudi, kako moraš se obnašati na teh straneh. Ko z vsakim klikom, z vsakim pritiskom tipke na tipkovnico puščamo sledi. Ste prva? Ja. Sploh mlajši populacija si težko predstavlja, da te sledi za venomer gor ostanejo v obliki raznoraznih objav, delitev, všečkov. Pogovarjali so se, da mora biti geslo čim daljše in čim bolj razgibano. Tako bi trajalo predolgo, preden bi ga hekerji razvozlali. Trik, kako si geslo zapomniti, pa je, da si zamisliš stavek, ki vsebuje znake. Bom upošteval, pa če me kdo še kaj vpraša, če kaj vem, bom povedal.